Pozdravljeni, dajmo pregledati malo rezultate vzporednih testov na solati. Govorimo sedaj o rjavih morskih algah. Tukaj imamo eno poročilo stranke, kjer so tretirali z različnimi gnojili solato. Vsa solata je bila gojena pod istimi pogoji v istem letnem času. Torej, kasneje bomo videli slika 1.6 tretirano z urejo, 2.7 tretirano z kan gnojilom, 3.8 tretirano z biokompleks, to so naš preparat rjave morske alge, 4.9 tretirano z NPK 15-15-15, 5 in 10 tretirano z organskim gnojilom. Rezultati testiranja, povprečna teža v gramih, torej vidimo, da 8 pod 8 smo rekli, da so uporabili rjave morske alge, najtežja gramaža 475 gramov. Vse ostalo manj. Prvo tretiranje z urejo 150 gramov, tretiranje z kan gnojilom 235 gramov, tretirano z organskim gnojilom 325 gramov. Torej, generalno vidimo, da organska gnojila delujejo na solato boljše, najboljši rezultat pa je bil z rjavimi morskimi algami. Kot piše, rezultati veljajo za 3 komade, to pomeni 3 glave solate. Solate vzgojene v istem času in pod istimi pogoji. Dajmo slike malo pogledati. To je 8, to je to naša, ki je tretirana z rjavimi morskimi algami, tudi na pogled najlepša, in še organsko gnojilo. Ostalo je vse doseglo slabše rezultate kot organska gnojila, najbolje pa, kot je že omenjeno, so se obnesle rjave morske alge. Kako preprečijo bolezni in razne druge deformacije, preberite tukaj na strani oziroma na rjavemorske-alge.si za solato. Na vhodni strani boste videli, da so pripravljene podstrani za vsako rastlino posebej. Izberite za solate in pogledate, kaj vse prinese dobrega uporaba rjavih morskih alg.